kaj si resnično želimo. Se kdaj vprašamo, od koga so vse te naše misli in vsi ti naši občutki, ki jih imamo in čutimo v sebi? Na dan ima človek več kot 60.000 misli in kar je najbolj neverjetno, je več kot 90% teh misli danes enakih, kot so bile dan poprej. Če so te naše misli prijetne in lepe, je to popolnoma v redu in je fajn. Če pa kar naprej, kot neka pokvarjena televizija, vrtimo eno in isto dramo v nas samih, je lahko to za nas zelo utrudljivo. Saj takrat delujemo na zelo nizki vibraciji in v nas se neprestanoma pojavljajo slabi občutki in to ni več v redu. Ljudje smo kot antene, ki neprestanoma sprejemamo in tako na nek način pobiramo misli in tudi občutke drugih ljudi okoli nas. Vse te misli in občutke neprestano predelujemo v nas, iz dneva v dan, eno in isto. Se kdaj vprašamo, so res vse te misli in vsi ti občutki naši? Odgovor je, da več kot 95% vseh misli in občutkov pravzaprav sprejemamo iz okolice od drugih ljudi, ne da bi se tega sploh zavedali. Ravno tako večina stvari počenjamo le za druge in ne za sebe. To počnemo popolnoma podzavestno in avtomatično. Vprašajmo se, kje smo potem mi? Vse, prav vse, kar se dogaja v naši glavi, vse, kar mislimo in vse, kar občutimo, v večini potem sploh ne pripada nam. Večina sploh ni naših misli in naših občutkov. To pomeni, da pravzaprav sploh ne živimo svojega življenja, temveč nenehno živimo življenje drugih ljudi. Zakaj si potem tolikokrat ustvarjamo neprijetne drame, ustvarjamo si skrbi, ustvarjamo si bolečine, če te drame in te misli sploh ne pripadajo nam? Ali pa se te drame sploh še niso zgodile? Preprosto zato, ker nismo prisotni v tem trenutku in vse, prav vse, kar počenjamo, delamo avtomatsko in podzavestno. Zato je pomembno, da kontroliramo svoje misli in jih ozaveščamo. Vsakodnevno se učimo ozavestiti sleherni trenutek in sleherno dejanje, ki ga naredimo. Bodimo konstantno prisotni in se zavedajmo, da smo edino mi sami odgovorni za vse, kar se nam dogaja v našem življenju. Zato kontrolirajmo, kaj se z nami dogaja. Kontrolirajmo naše misli, kontrolirajmo naše občutke, ki jih neprestanoma sprejemamo iz okolice. Vkolikor nam ti koristijo, jih zadržimo, drugače jih ne sprejmimo.
Če pa so že v nas samih, jih preprosto ozavestimo in jim pustimo, da gredo, ker mi jih res ne potrebujemo. Odvrzimo ves tovor oziroma vsa bremena, ki jih nosimo na svojih ramenih. Lahko so te problemi, ta bremena, ti strahovi že leta prisotni, pa se do danes tega sploh nismo zavedali. Nismo vedeli, da ta tovor pravzaprav sploh ne pripada nam. Zakaj bi ga potem nosili? Vprašajmo se, komu pripada. Zato je zdaj pravi čas, da ga odložimo in se ga osvobodimo. Nikakor se ne poistovetimo s svojimi mislimi in svojimi občutki. Mi sami smo mnogo več, kot so naše misli in naši občutki. Vsak trenutek se vprašajmo, kaj si resnično želimo. Kaj si jaz resnično želim? Je to, kar si želim, tisto pravo? Me bo srečilo in mi prineslo zadovoljstvo? Kaj občutim ta trenutek? Ali to v meni predstavlja lahkotnost? Ali me to obremenjuje? Se pri tem počutim dobro ali slabo? Res to potrebujem? Je res to moja želja? So te želje resnično naše želje ali so želje od nekoga drugega? Zazrimo se v sebe. Ne iščimo hitrih in dokončnih odgovorov v našem umu. Raje poglejmo v naše srce. Uskladimo se s samim seboj. Uskladimo se s svojo dušo in si popolnoma zaupajmo. Zaupajmo in se prepustimo. Vedimo, da je za nas vedno poskrbljeno in da smo popolnoma varni. Le ohranimo vero in zaupanje. V našem življenju se velikokrat ustavimo, ozavestimo ta trenutek in se iskreno vprašajmo, kaj si resnično želim. Si res to želim ali to delam le zaradi drugih? Bodimo iskreni s seboj.